so tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Bom grmovje posekal, travice požil, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Bom naredil stezice, ki so včasih bile. Pa povsod so stezice, najlepša je ta, ki me vodi do doma, ki so manca moja. Ki me vodi do doma, ki so manca moja. Spoštovani gostje, spoštovani podžupan občine Slovenske Konjice, Primož Poklič, spoštovani zbrani. Pred nami so dnevi, ko se pri nas in drugod po svetu spominjamo umrlih. To je predvsem intimen, notranje slovesen praznik, posvečen spominu na vse tiste, ki so tako ali drugače zaznamovali naša življenja. Ko se med drugim spominjamo tudi stezic, ki so včasih bile in po katerih so hodili naši predniki, kot so lepo uvodoma zapele članice vokalne skupine Osnovne šole Podgoro pod mentorskim vodstvom Sanje Polšak Pesan. Počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev v Slovenskih Konjicah. Naj bo ta prireditev skromna oddolžitev v spominu na vse, ki jih ni več med nami, še posebej spominu na tiste, ki so padli od začetka borbe za narodni in človeški obstanek. Tone Pavček, 7 zapisov o smrti. Med travami in utvajami, med sanjami in preganjanji, med upom in brezupom, med vsem, kar je in kaj bi moralo biti na tej zemlji, naši edini, streljajo. Streljajo. Iz dneva v dan streljajo. V druge, vase, v sedanjost, v jutri, v ideje, ideale, v pričakovanja, v človeka, v imenu človeka, v imenu nekega jutri in današnjih zakonov, v imenu ideje in idealov, v imenu svobode, v imenu pravice, v imenu, zmeraj v imenu streljajo. Z zlobo, z vero, s prepričanjem. Kaj tako? Strokovno, točno in laično streljajo iz dneva v dan in nikdaj ne prenehajo ljudje streljati, padati, umirati na tej zemlji naši edini, drveči v prihodnost. Zatiskam ušesa, da strelov ne slišim, zakrivam oči si, da mrtvih ne vidim in ponavljam za mrtvimi. V imenu življenja, nobenega strela več, ne v tem, ne v onem imenu. Hvala domnu Klinetu, slišali smo Pavčkovo 7 zapisov o smrti.
V nadaljevanju pa za besedo prosim dr. Jerneja Štromajerja, člana krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenske Konjice. Spoštovani podžupan, tovarišice in tovariši iz Zveze borcev, predstavniki družbenega in političnega življenja, šolarke, šolarji, veterani, hvala, ker ste prišli. Hvala, ker ste prišli ob vsakoletno komemoracijo, ki jo pripravljata občina in Zveza borcev, kjer se spomnimo padlih. Padlih v obdobju 41-45 in tistih, ki jih danes več ni med nami. Kajuhove besede: lepo je, veš, mama, lepo je živeti, vendar za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Drži, da so pogosto slišane ob takšnih priložnostih, ampak nikakor ne prepogosto. Gre za neko temeljno in socialno sporočilo največjega partizanskega pesnika na to, kaj pomeni pasti za domovino, da danes praznujemo državni praznik. Gre za spomine na tiste, ki so dali svoja življenja za našo državo, za našo svobodo, in pa gre tudi za spomin na tiste, ki jih žal danes več ni med nami. Dedke, babice, strici in tako dalje. Njih se spominjamo ne samo zaradi herojskih, ponosnih dejanj preteklosti, ampak zaradi naše intimne želje, da bi bili še vedno med nami. Da se spominjamo lepih časov, da se spominjamo časov, ki smo jih preživeli skupaj. Pavčkova pesem, ki jo je prebral učenec pred mano, zelo lepo pa pove tudi eno drugo sporočilo, ki je ob dnevu spominja na mrtve še tako pomembna, pa žal velikokrat pozabljena. Po drugi vojni je veljala krilatica nikoli več vojn. Nikoli več vojn. Ampak danes, ko se oziramo po svetu, niti ne tako daleč od nas, mogoče celo samo dan vožnje, vidimo, da smo se grenko izkušnjo, preizkušnjo in slab spomin na tisto vojno obdobje žal pozabili. Danes smo priča bratomorni vojni zaradi ruske agresije v Ukrajini, priča smo grozodejstvom na Bližnjem vzhodu in žal tudi številnim drugim konfliktom po svetu. Zato bi besede nikoli več vojne morali ponavljati tolikokrat, da bi vendarle bile uslišane. Tudi ob dnevu spomina na mrtve, ker si nihče ne zasluži, da se predčasno z metkom pokonča njegovo življenje. Je pa dan spomina na mrtve tudi priložnost, da se spomnimo na tiste velike osebe, tiste velike ljudi, ki jih danes več žal ni med nami, pa vendarle so tako ali drugače močno zaznamovali naša življenja, življenja naše družbe, naše skupnosti. Eden teh velikanov je zagotovo častni občan občine Slovenske Konjice, čigar 100. obletnico rojstva, ne smrti, letos praznujemo. To je bil partizan, akademik, pesnik in veliki človek, gospod Ivan Minati. Zato se tudi pri njemu velja spomniti na tiste njegove večne besede: nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. In zato izkoristimo te dneve. Izkoristimo te dneve, da se spomnimo ne samo mrtvih. Spomnimo se vse tiste, ki jih imamo radi in še danes živijo med nami. Spomnimo se vsega, kar imamo v življenju radi, in se spomnimo, kako minljivo je naše življenje. Kako minljivo je življenje vseh nas. In se borimo za to, da bomo skupaj živeli lepši jutri. Vsem želim lepe krompirjeve počitnice. Spomnite se svojih najbližjih, tistih, ki so med nami, tistih, ki jih več žal ni. Predvsem pa vam želim, da ste dobro, da ste zdravo in da skrbite drug za drugega. Hvala. Hvala dr. Jerneju Štromajerju. Podžupana Primoža Pokliča in dr. Jerneja Štromajerja sedaj prosim, da položita venec vsem pokopanim na tem pokopališču. Pridružila se jim bo tudi predsednica, gospa Obrolj. Prosim za minuto molka. Slava jim. Lud
se usede, neba ni nikjer. Takrat zaihtiš za tisoče ljudi. Takrat zaihtiš in to še nisi ti. Vate prišla je drobna ptica in ona bridko žalost zvabiti na lice. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate, jokat lastovka. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate, jokat lastovka. Hvala Neži Livard za odpeto skladbo Lastovka in hvala za vaš poklon, ki ste ga namenili spominu na mrtve. Za konec naj omenim, da se bo delegacija občine na čelu s podžupanom Primožem Pokličem s položitvijo vencev poklonila tudi pokojnim častnim občanom Ivanu Pajku in Tonetu Ofentavšku tukaj na Konjiškem pokopališču in Ivanu Minatiju na Ljubljanskih Žalah. Hvala za vašo prisotnost in nasvidenje.